Pospešeno iskanje rešitev za izhod iz krize evra je zasenčilo marsikatero temo. V prejšnji oddaji smo izpostavili eno od ne tako obrobnih, a zaradi krize zasenčenih vprašanj širitev Unije. Tokrat pa v ospredje postavljamo širitev Evropskega parlamenta. Lizbonska pogodba namreč predvideva dodatnih 18 poslanskih mest, ki pripadajo 12 državam Unije, tudi Sloveniji. Natančneje stranki SDS, ki je na evropskih volitvah leta 2009 prejela največ glasov. Tako bi dodatno 8. slovensko mesto v parlamentu zasedla Zofija Mazej Kukovič, ki bi se pridružila največji politični skupini, Evropski ljudski stranki. Kdaj se bo to zgodilo in kaj to pomeni za Slovenijo, pa zdaj sprašujem Klemna Žumra, svetovalca Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Lepo pozdravljeni. Dober dan, lep pozdrav iz Evropskega parlamenta. Evropski parlament nam je se torej razširil, omenili smo že, da so stvar zasenčile krizne razmere, pa vendarle se v ozadju nekaj le premika. Res je. Evropski parlament naj bi po Lizbonski pogodbi štel 751 evropskih poslancev. Ker pa so bile zadnje evropske volitve še preden je Lizbonska pogodba stopila v veljavo, ker je bilo 1. decembra 2009, danes v Evropskem parlamentu sedi samo 736 evropskih poslancev, kar je število dogovorjeno po prejšnji, niški pogodbi. Da bi to premostili, je Evropski parlament sprejel tako imenovan protokol o prehodnih določbah pogodbi Evropske unije, ki določa, da bodo novi evropski poslanci lahko začeli z delom še pred naslednjimi evropskimi volitvami. To je pomembno tudi za Slovenijo, saj je Slovenija ena tistih držav članic Evropske unije, ki bodo po novem protokolu lahko v Evropski parlament poslale več evropskih poslancev. Danes, torej po stari pogodbi, ima Slovenija 7 evropskih poslancev. Po novem dogovoru pa bo imela enega več, kar pomeni 8 evropskih poslancev. Zakaj pa dodatni poslanci pripadajo le nekaterim od 27 držav članic? Gre v bistvu za 12 držav. Evropski parlament je del zelo kompleksnega sistema odločanja Evropske unije, katerega cilj je dati vsaki od 27 držav Evropske unije tolikšno težo, da bo zadovoljna in da bodo vse države čutile, da je sistem pravičen in vloge primerno razdeljene. To ni lahko v tako raznoliki skupnosti, kot je Evropska unija. Evropski parlament je zato po usklajevanjih vseh evropskih poslancev in raznih vidikov postavil formulo, ki najprej omeji število sedežev v Evropskem parlamentu na 751, potem pa jih še pravično porazdeli med 27 držav članic. Ta metoda upošteva dva elementa. Prvič to, da imajo večje države članice tudi sorazmerno več evropskih poslancev, in drugič, da imajo manjše države članice relativno več poslancev kot velike. Naprimer, če zaokrožimo, lahko rečemo, da ima Nemčija v Evropskem parlamentu enega poslanca na 1 milijon Nemcev, Slovenija pa ima 4 poslance za vsak milijon Slovencev. Po novi formuli 12 držav pridobi nove evropske poslance in med njimi je tudi Slovenija. Nemčija pa bo z naslednjimi volitvami naprimer celo izgubila 3 evropske poslance. Kakšen pa je postopek in kdaj pričakovati, da se bo parlament razširil? Slovenija je omenjeni protokol že ratificirala, kako je z drugimi državami članicami? Protokol so do danes ratificirale vse razen ene države članice Evropske unije. Slovenija je protokol ratificirala že decembra lansko leto, nazadnje pa še Grčija, za katero je bilo največ skrbi v tem kriznem času, ki je protokol ratificirala pred nekaj tedni. Edina država, ki tega še ni storila, je Belgija. Belgija z ratifikacijo zaostaja zaradi zelo kompleksnega političnega sistema odločanja, ker mora vseh 6 nivojev vlad v Belgiji potrditi ta sporazum. Trenutno v Belgiji čakamo le še na regijsko, francosko govorečo valonsko vlado, ki je glasovanje napovedala za konec oktobra. Ko bo Belgija kot zadnja država ratificirala protokol, bo ta stopil v veljavo s prvim dnem prihodnjega meseca. To pomeni, da Slovenija lahko dobi svojega 8. poslanca najprej že s 1. novembrom, zelo verjetno pa najkasneje s 1. januarjem prihodnjega leta. Kakšna bo slovenska delegacija v Evropskem parlamentu utegne odločati tudi prihajajoče volitve pri nas? Se kakšen od evropskih poslancev podaja v volilno tekmo pri nas?
Pravno mnenje, ki smo ga prejeli, je, da funkcija evropskega poslanca zapade z dnem, ko je oseba izvoljena za poslanca v državnem zboru. Zato ne pričakujemo veliko kandidatur evropskih poslancev. Po mojih informacijah se bo od 7 evropskih poslancev iz Slovenije le dr. Milan Zver odločil za kandidaturo za državni zbor v Sloveniji in bo verjetno tudi izvoljen. V tem primeru bo sedež v Evropskem parlamentu ponujen naslednjemu na evropski listi iz zadnjih evropskih volitev te stranke, dr. Zvera, to je SDS. Ker bo po rezultatu zadnjih evropskih volitev tudi 8. evropski poslanec za Slovenijo iz SDS, je ključno torej, kdo bo decembra z SDS evropske liste izvoljen v državni zbor. Vsekakor pa kaže, da bo Slovenija v Bruslju po decembrskih volitvah dobila nekaj novih evropskih poslancev. No, hvala za pogovor in lep pozdrav v Bruselj. Hvala tudi vam in lep pozdrav domov.